današnjih kriznih časih vi gledate na vrednote, kot so upor proti okupatorju, narodna enotnost, svoboda? Še premalo energično. Še bolj bi mogli dokazati, zakaj so fantje in punce v gozdovih se borili 4 leta. Zakaj še danes v gozdovih ležijo, ki še nihče ne ve za njih. In zaradi tega bi tudi treba, da se bi današnja vlada malo pobrigala. Če ne bi bilo njih, ne bi bili teti, buržoani, nevladi, ko se danes nekaj šopirijo, čist brez potrebe. Zdaj se mi zdi, da se premalo zavedamo tega, kar so včasih delali naši predniki. Premalo se zavzemamo za svojo državo, po moje, ker ne vem, je kriza in vse, in se mi zdi, da se dosti premalo ljudi zavzema, da bi bilo boljš, še posebno ta pomembnih ljudi. Jaz mislim, da si jih v tem času še bolj moramo vtisniti v spomin, poudariti to njihovo vrednoto, kajti časi so krizni in vsak gleda po svoje, kako bo v bistvu preživel. Tu je neka svetinja, ki mora ostati v nas, in današnji shod je dobro sporočilo sedanji vladi, ki nam misli nekaj takšnega vzeti, ker je nemogoče. Ne moreš narodi vzeti za tisto, kar se je boril. In to je najbolj podlo, kar mora biti. In to ima danes dokaz vlada, kdo smo in kaj smo. Kako pa komentirate to, da letos ni bilo uradne državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju? To je pa največja sramota, kar se lahko naša vlada dovoli. Ne samo v Sloveniji, ampak za celo Evropo je to sramota. Da se slovenijska vlada temu reče, za kar so se drugi 4 leta borili in še več. To je podlo, to je podlo. Ne moreš ti narodi, to je zgodovina. Človek, ki se svoje zgodovine sramuje, to je neki, ne vem, ta ni za Slovenijo, naj gre dol v Avstralijo, tam, kako se delajo bolnice ali kaj delajo. To je podlo. Crkvene praznike bomo praznovali, pa ni cerkva avtohtona, ona je vatikanska. Narod pa ne sme praznovati, ja pa kje živimo, no? Smo neka banana republika. Ne damo se.